Na silvestrski večer se je na mejnem prehodu Sečovlje zbrala množica, ki je pozdravila sprejem Hrvaške v šengensko območje in s tem odprtje meje, ki je zadnjih 31 let bolj ali manj oteževala življenje ljudem, ki tam živijo, predvsem pa odrezala del Istre od preostalega ozemlja regije. Dogodek so pospremili s slovesnim odprtjem zapornic točno ob polnoči. Slovesnosti se je udeležila množica navdušenih domačinov z obeh strani meje. Mi smo šli na mejo, na Dragonjo, smo šli že ob 9:30, pravočasno smo parkirali pred slovensko mejo, bivšo mejo, no, in že smo imeli še osebno izkaznico, ampak miličnik nam je dal kar čokoladine za dobrodošlico. To je bilo več kot novo leto. Resnično več kot novo leto, ker to je zgodovinski dogodek, ki nikoli več se ne bo ponovil, vsaj upamo, no. In ko so odnesli rampo, so jo prav odnesli, to so vriskali. Mislim, da eni so tudi trdili, da to so čakali 30 let. V resnici to je bila nova meja, ker meja je bila še pod Jugoslavijo, ne. In bistveno ta ločitev ni niti naravna, ker Istra je ena, mešana, kar se tiče prebivalstva, ampak teritorialno eno. Ja, 31. sem bil seveda prisoten v nočni službi na sosednjem mejnem prehodu Sečovlje, se pravi na hrvaškem mejnem prehodu Plovanija, je bila prireditev, uradni del, se pravi z dvigom zapornic. Prisotnih je bilo več kot 1000 ljudi, tako da je bila zadeva kar odmevna in pričakovana strani obmejnega prebivalstva. Ja, ljudje so zelo zadovoljni, da je meja padla. Kaj pa vi, policisti? Ja, policisti je tako, no. Zdaj, velika večina policistov, kateri so upravljali naloge na mejnih prehodih, so te naloge upravljali že dolgo časa, ne. Povprečna starost je 50 let bila na mejnem prehodu, se pravi, to so policisti, kateri so več kot 20 let ali pa tudi 30 nekateri na mejnih prehodih in drugih nalog še niso upravljali, tako da je kar stresna sprememba, ne, za iti v neko bolj operativno zdaj službo, ne. Torej, kaj vam osebno pomeni to odprtje? Meni pomeni, da se čutim, recimo, jaz sem italijanska narodnosti in se čutim, ko bi rekla, kot da bi mi spet se družili vsi skupaj iz Pule recimo do Italije, bolj enotni, ne, ker ni mej. In tudi, ko bi rekla, ko gremo mi gremo v Savudiju že 50 let, jaz grem vedno tako, kot da grem domov nekje. Smo na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja, ki je od 1.1.23 le prehodna točka med Slovenijo in Hrvaško. Mejne kontrole, ki je od leta 1991 ob prečkanju državne meje preverjala identiteto potnikov in popotnikov, od začetka leta tako ni več. Ja, od 31. decembra dalje je ena velika sprememba, kot vidite, se pravi, mejne kontrole ni več, policisti mejne kontrole v kabinah ne upravljajo več. Z vstopom Hrvaške v Schengen se mejna kontrola na kopenskih mejah ne upravlja več, se pravi, režim velja enak, kot je velja za Italijo do sedaj, se pravi, notranja šengenska meja. Vozilom, ki prečkajo mejo na nekdanjih mejnih prehodih, torej ni več potrebno ustavljati in dokazovati svoje identitete. Zaenkrat pa so policisti na mejnih prehodih še vedno prisotni. Promet je bil začasno s prometno signalizacijo nekoliko spremenjen. Kot vidite, prometna signalizacija voznike usmerja na eno izstopno stezo in na eno vstopno stezo. Zaradi ozkih prehodov, kateri so pač bistveno ožji kot recimo, na cestninskih postajah, je promet omejen na 30 km/h. Predvsem iz razloga, mogoče ste tudi sami že opazili, veliko voznikov se še vedno ustavlja pri samih kabinah in poskušajo nekomu pokazati osebne dokumente, kar po eni strani predstavlja veliko nevarnost za voznike, kateri vozijo od zadaj, pa na to niso pozorni, velika možnost naleta. Vozniki tudi uporabljajo mobilne telefone med vožnjo, to ste tudi verjetno opazili, snemajo sam prehod meje brez mejne kontrole, za nek spominček recimo, ne, kar tudi predstavlja dodatno nevarnost. Trenutno je gostota prometa čez mejo na nekdanjih mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje zmerna, zato zastojev ali drugih težav ni bilo. Na policijski upravi Koper so nam še povedali, da bodo obmejne objekte na manjših prehodih odstranili v celoti, na večjih, kot so Dragonja, Sočerga, Starodin, Jelšane,
pa bodo predvidoma zgolj omogočili večjo pretočnost prometa, obmejni objekti pa nas bodo še nekaj časa spominjali na to, da je mejna kontrola tam nekoč bila. Da je morje izjemnega pomena, soglašamo vsi. Kakovost morske vode nas zanima predvsem poleti, ko se v morju ohlajamo, pozimi pa večina na to pozabi. Da bi izvedeli več o tem, kakšno je stanje morskega ekosistema, smo obiskali morsko biološko postajo Piran, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo. Pred kratkim je tudi izšlo poročilo o okolju 2022 Agencije za okolje Republike Slovenije. Za komentar smo povprašali doktorico Patricijo Mozetič. Pred nekaj meseci je šlo to poročilo Agencije Republike Slovenije za okolje o stanju okolja v Sloveniji in kar se tiče morja, je tukaj v bistvu so zbrani podatki iz 6-letnega obdobja. In kakšno je stanje morja danes? In izsledki, torej v bistvu iz tega le 6-letnega poročila, so pokazali, da je tako ekološko stanje, se pravi stanje bioloških združb, kot tudi kemijsko stanje morja dobro, da niso potrebni neki ukrepi za njegovo izboljšanje, so pa recimo po drugi strani pa moramo vseeno vedeti, da so pa tudi kakšne druge stvari zaskrbljujoče in to je pravzaprav v bistvu so to fizične poškodbe, torej predvsem fizične poškodbe dna, ki nastanejo zaradi najrazličnejših človekovih dejavnosti. Od pomorskega prometa, ribištva, se pravi uporabe ribolovnih orodij, sidranja, kamor sodijo seveda pač je tudi turizem, v bistvu tistile dejavnik, marikulture recimo in pač zato je treba biti na te stvari pozoren. Pereč problem našega morja so po besedah Patricije Mozetič predvsem poškodbe morskega dna, kar je vidno predvsem na poškodbah tistih habitatov, ki jih ustvarjajo morski travniki, gozdički makroalg in biogene formacije, kot je kamena korala. V našem morju imamo namreč pravi koralni greben. Če poškodujemo takšne habitate, potem poškodujemo se pravi tudi združbe drugih torej organizmov, ki živijo v tem okolju, ki ga ustvarjajo te združbe. Drugi pomemben poudarek, ki bi ga želela povedati, je pa tudi recimo onesnaženje z plastiko in pa predvsem pa z mikroplastiko. Recimo, če plastične odpadke vidimo, so vidni in to onesnaženje lahko recimo tudi z raznimi čistilnimi akcijami oziroma tudi sami prebivalci obale lahko poskrbijo v bistvu za očiščenje tega, pa je tisto, kar je očesu skrito in se potem kopiči v organizmih, je pa še veliko večji problem. Se pravi, mikroplastika v Slovenskem morju je problem, ali ni tako hud problem še? Jo najdemo, seveda jo najdemo v organizmih, najdemo v sedimentu in se je pa potrebno tukaj pač v bistvu dati velik poudarek oziroma raziskave bi morale biti usmerjene predvsem v to, seveda je po eni strani pomembno spremljati oziroma ovrednotiti količino, koliko je tega nakopičenega, predvsem pa kakšne posledice ima to potem v bistvu za organizme, za tisti sam organizem, ki ga nakopiči, recimo bodisi to, da so to mehkužci, ribe, in pa potem tudi, kaj to pomeni, potem, ko se kopiči preko prehranjevalne verige, recimo tudi do nas. Te učinki pa še zaenkrat niso dovolj dobro raziskani. Morska biološka postaja Piran je vključena v nacionalni monitoring, ki deluje pod okriljem ARSO. Pregledujejo tako morsko vodo kot morsko dno. Monitoring morskega dna izvajajo 2-krat letno, kakovost vode pa preverjajo 1-krat mesečno. Druga tema, ki je v zadnjem času precej aktualna v okviru debat o podnebnih spremembah, pa je višina gladine vode. V času od 1960 do 2019 se je višina morja dvignila za 11 centimetrov. V zadnjih 20 letih se glede na meritve povprečno zviša za 4,4 mm letno. Od leta 90 mislim, da naprej, da se je ta trend rasti gladine morja precej pospešil, kot ste rekli, mislim, da je 4 do 5 mm na leto, pri tem, kar prej bilo okoli, mislim, da je 1 do 2 mm pred tem. Kar je pa povsem v skladu s tem, v bistvu, kar verjetno berete v svetovnih medijih in tako naprej, to se dogaja povsod, je razumljivo, je to alarmantno, jaz mislim, da se je treba s tem ukvarjati in na to pripraviti. V bistvu
kar je težava, je, da seveda fizikalni oceanografi se ukvarjamo z modeliranjem, z modeli, ki naj bi predvideli, kaj se bo zgodilo v naslednjih približno 100 letih do konca stoletja, in problem teh modelov je v tem, da so pač samo modeli. Znanstveniki se torej pripravljajo tudi na dvig gladine v višini 20 cm, nekateri modeli kažejo še slabše scenarije. To bi seveda močno prizadelo obalo, še posebej tam, kjer je ta poseljena. Se bojim, da nas čaka večji dvig gladine, kakor se napoveduje. Koliko in na kakšen način mnenje stroke upoštevajo odločevalci pri izbiri projektov, ki bi ublažili ali sanirali morebitne težave, ki naj bi jih dvig morske gladine povzročil? Strokovnjaki pač s področja raziskav morja smo pozvani k podaji svojega mnenja oziroma mnenja o presoji raznovrstnih vplivov na okolje pred vsakim kakšnim posegom v morsko okolje, bodisi da gre tukaj za izgradnjo kakšnega objekta na obali oziroma v obalnem morju. In tako tudi recimo smo bili v lanskem letu naprošeni strani piranske občine, da podamo oceno o stanju obalnega morja na tistem območju, kjer naj bi bili predvideni neki posegi oziroma gradbena dela pri zaščiti Pirana pred visokimi vodami, kar se v zadnjih letih to pogosteje dogaja. To strokovno nalogo smo opravili, sedaj pač pa na drugi strani, na strani odločevalcev, da se odločijo, kako bodo naprej šli s temi ukrepi. Upamo sicer, da je strah pred velikim dvigom morske gladine pretiran, vendar, kot kaže, strokovnjaki niso optimistični. Zveza bibliotekarskih društev od leta 1967 podeljuje Čopove diplome, ki se podelijo za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Najvišjo državno nagrado za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki jo podeljuje Komisija za Čopove diplome, Čopove priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, je letos prejela tudi Marina Hrs, direktorica Izolske knjižnice. Počaščena sem za to nagrado, zato ker predstavlja več kot 30 letja mojega dela, ki je prepoznano tudi na ta način. Kot so predlagatelji zapisali v obrazložitvi, jo že od začetka poklicne poti odlikujejo iniciativnost, mnogostranskost, neustavljiva redovednost, vedoželjnost in rahločutnost do uporabnikov. V knjižnico je vpeljala študijske krožke, borzo znanja in središče za samostojno učenje. Zaradi njenega angažmaja je danes Mestna knjižnica Izola center vseživljenjskega učenja za različne skupine uporabnikov, tudi deprivilegirane. Ni pa to prva nagrada, ki jo je Marina Hrs prejela. Že leta 2006 je prejela nacionalno priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Leta 2014 je enako priznanje prejela tudi Mestna knjižnica Izola in predtem, 2009, tudi priznanje s plaketo, zlatim grbom za izjemno delo na področju kulture, izobraževanja, vzgoje, spodbujanja prostovoljstva in vseživljenjskega učenja občine Izola. To ni prva nagrada, ki sem jo prejela in ki jo je prejela knjižnica, zato tudi zagotovo gre v tem tudi zahvala sodelavcem, ki so hkrati z menoj v življenje spravljali projekte in jih uresničevali skupaj. Je pa Hrsova kot ključni projekt za prejem diplome izpostavila predvsem dela na področju vseživljenjskega učenja. Moram reči, da zagotovo delo na področju vseživljenjskega učenja knjižnice, tukaj res in sploh neformalnih oblik učenja, ki smo jih več kot 20 let izvajali in jih še izvajamo. Poleg tega pa zagotovo tudi publikacije, ki jih izdajamo, in zbirke, ki smo jih ustvarili s tem in na ta način, da ohranjamo kulturno dediščino, lokalno in seveda tudi širše. Čakajo pa Izolsko knjižnico v naslednjih letih že drugi, prav tako pomembni projekti. Zagotovo v letošnjem letu nadaljevanje in nadgradnja knjižnice Semen, ki deluje v knjižnici od lanskega leta, z zasaditvijo zelišč, ki bodo namenjena javni uporabi, javnosti, ob tem pa tudi vrsta predavanj, delavnic na temo biodinamičnega vrtnarjenja. Hkrati pa nas čaka v prihodnosti obdelava knjižnice Bezengi, skratka 3000 starih tiskov knjig, ki so stare od 100 do 400 let.
Zato bo v prihodnjih letih vnešen ta fond v nacionalno bazo, kar pomeni, da bo tudi viden v slovenski knjižnični bazi. Sicer je bila Marina Hrst tudi gostja naše oddaje In Vivo Veritas, ki so lahko gledate na naši televiziji ali pa YouTube kanalu. Prazniki so mimo. Lučke v mestih še vedno gorijo, a praznično vzdušje počasi pojenja. Ni več druženja v krogu družine in prijateljev, prazničnih pojedin, potovanj in zabav. Življenje se je vrnilo v ustaljene vzorce, ljudje so se vrnili v službe in šole. Veliko je govora o osamljenosti in duševnih stiskah v prazničnem času, a je ravno zaradi te praznine, ki nastane po praznikih, ta čas prav tako problematičen. Govorimo o postpraznični potrtosti. Nina Krohne, ki dela na inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem in sicer znotraj tega na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, je povedala, po čem jo prepoznamo. Lahko čutimo recimo, da smo bolj utrujeni, lahko čutimo neko tako nizko razpoloženje, mogoče tudi neke občutke žalosti, jokavosti, pomanjkanje motivacije. Lahko imamo občutek, da si želimo več časa preživeti zase v neki samoti, da se recimo oddaljimo od nekih družbenih stikov in podobno. Lahko se pojavijo tudi samomorilne misli, lahko se pojavi anksioznost, kakšen nemir. Torej, en kup nekih teh neprijetnih občutij in misli je, po katerih lahko prepoznamo mogoče, da se nam razpoloženje v tem času nekako niža. Padec razpoloženja je sicer v mesecu januarju normalen, z njim se spopadajo skoraj vsi. Zato je kriva tudi manjša količina svetlobe, ki je prisotna v tem času in s tem sprememba naše notranje ure. Pride do padca serotonina, do spremenjenih nivojev melatonina in to ima vplive na naše počutje, tako da veliko nas čuti neke spremembe. In mogoče je en dober pokazatelj to, kdaj pa recimo je zdaj ta stiska pregloboka, in gre mogoče že celo za neko klinično stanje, recimo sezonska razpoloženjska motnja je eno tako klinično stanje. Mogoče lahko sklepamo potem, kako močno nas ovira v vsakdanjiku, torej ali še imamo občutek, da nadzorujemo, recimo če lahko opravljamo vse neke vsakdanje izzive, aktivnosti in pri tem nimamo večjih težav, potem gre verjetno za neko recimo znižano razpoloženje, ki je še vedno v normalnih okvirih. Dober vir informacij in pomoči za otroke in mladostnike so svetovalne službe ter centri za duševno zdravje v zdravstvenih domovih. V stiski pa se lahko obrnemo tudi na razne svetovalnice in telefone. Je svetovalnica Posvet, gre v bistvu za mrežo svetovalnic, ki delujejo po celotni Sloveniji. Pri njih delujejo izobraženi strokovnjaki in njihove storitve so brezplačne, enostavno dostopne, tako da to je zagotovo ena dobra točka, kam se obrniti, ko imamo težave. Če so te naše težave, kot sem prej že omenila, pregloboke, nas bodo poslali naprej do recimo osebnega zdravnika. Torej osebni zdravnik je druga oziroma ena zelo pomembnih virov pomoči. Ta bo potem tudi znal oceniti, ali recimo potrebujemo dodatno psihološko, psihoterapevtsko pomoč, psihiatrično pomoč in nas napotiti naprej. Je dobro izkoristiti tudi kakšno možnost telefonskih svetovanj, recimo za otroke in mladostnike je tu telefon Tom, potem telefon Samarijan za odrasle, recimo če se soočamo z nasiljem je društvo SOS telefon, torej kar nekaj je teh številk, na katere je možno poklicati in to je lahko en dober način, kako recimo premagati neko stisko, ki je trenutna, akutna. Ko na primer mogoče kdaj nimamo možnosti takoj iti do svetovalca, pa je to recimo lahko ena možnost.
Konfederacija sindikatov 90, pisarna Delavske pravne zaščite Sonce Slovenije in Delavska svetovalnica so na včerajšnji tiskovni konferenci pozvali Luko Koper k spoštovanju sodbe Vrhovnega sodišča, iz katere izhaja, da se je Luka Koper v primeru izvajalcev pristaniških storitev posluževala prikritih delovnih razmerij. Vrhovno sodišče v sporočilu za javnost namreč zapisalo, da delavci od datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri izvajalcih pristaniških storitev utemeljeno uveljavljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki Koper. Sicer so na Vrhovnem sodišču zapisali še, da so konkretne odločitve sodišča precedenčnega pomena, saj so pomembne za razvoj prava ter odločitev v nekaterih podobnih primerih, ki še niso zaključeni, kar potrjuje tudi Marko Blatnik iz pisarne Delavske pravne zaščite Sonce Slovenije in dodaja, da je že izraz IPS delavci žaljiv, saj gre dejansko za delavce Luke Koper. Samo ime IPS delavci je žaljiv do teh delavcev, ker to so dejansko delavci Luke Koper. To niso IPS delavci. In to jasno in glasno z objavo na internetni strani Vrhovnega sodišča pove samo Vrhovno sodišče, kajti sodbe Vrhovnega sodišča imajo naravo zakona. In zato je treba to sodbo spoštovati, te sodbe spoštovati in tem delavcem, ki so še to čakali to sodbo, povrniti ne samo te pravice, ampak tudi ugled, enakovreden položaj v Luki Koper. S tem, da se jih pozove na delo, tisti, ki še lahko delajo, tisti, ki pa ne morejo več in so v pokoju, da se jim priznajo in plačajo prispevki in plače za nazaj, da ne bojo brskali po sveteh z 400-500 evrov pokojnine. Je pa Goran Lukič iz Delavske svetovalnice poudaril, da je tuji tristebrni poslovni model, ki se je preoblikoval iz IPS poslovnega modela, takisto nezakonit. Kao zakonito. Kako je vse kao zakonito pravno zaradi tega, ker moramo ena stvar izpostaviti. 2018, ko se je preoblikoval ta tako imenovani IPS model v tristebrni poslovni model, moram tukaj jasno reči, tudi ta model, tristebrni poslovni model, v katerem je prvi steber direktno zaposleni, drugi steber agencije, tretji pa zunanji izvajalci, tudi ta model je nezakonit. Da smo si nejasni. Ker tudi sama sodba Vrhovnega sodišča jasno pravi v enem konkretnem delu, da je lahko delo z napotenega delavca v skladu z zakonsko ureditvijo le začasne narave. Zdaj pa nam nekdo iz Luke Koper razloži, kaj je začasnega pred temu, da je objavila Luka Koper recimo pred kratkim novo javno naročilo in ga tudi zaključila za agencijsko delo, ki bo trajalo novih 4 leta. Lukič je povedal tudi, da se je Luka Koper zavedala nezakonitosti svojega poslovnega modela, kar dokazujejo rezervirana bilančna sredstva v višini 24 milijonov za primere tožb. Ena ironična zadeva, da sam povem, ko pogledamo bilance Luke Koper, bi izpostavil, da je v bilancah tudi ena skrita točka, oziroma ni skrita, ampak se moraš fajn prepiti čez bilance, da jo najdeš, rezervirana bilančna sredstva na kontu pogojne obveznosti iz naslova tožb. Leta 2016 je bilo na tem kontu manj kot 100.000 evrov, torej na kontu pogojne obveznosti iz naslova tožb. Leta 2022, dne 30.9., je bilo na istem kontu rezerviranih sredstev za pogojne obveznosti iz naslova tožb slabih 24 milijonov evrov. Peter Majcen je povedal še, da je tristebrni model nezakonit tudi zaradi koncesijske pogodbe. K temu, kar sta kolega povedala predtem vezano na tristebrni model, da je zagotovo nezakonit tudi zaradi nespoštovanja koncesijske pogodbe, v kateri jasno piše, da ima Luka neprenosljivo koncesijo za upravljanje osnovne dejavnosti, torej ne more prenašati na zunanje izvajalce, kar se očitno dogaja vsaj na avtomobilskem terminalu, če ne še kaj druge. Na koncu konference je Damjan Wolf pozval Slovenski državni holding, upravo in nadzorni svet Luke Koper k takojšnji odpravi krivic. Bi pozval predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga, magistra Žiga Debeljaka, da takoj pristopi k reševanju krivic, ki so se dogajale v Luki Koper vse od leta 1995 naprej pri krivičnem sistemu IPS, kot tudi pošle tristebrni model na mesto zgodovine. Prav tako pozivam Boštjana Napasta, predsednika uprave Luke Koper, kot tudi 8-članski nadzorni svet, to pomeni Franci Matoza, predsednika nadzornega sveta, Nevenka Črešnar Pergar, Andreja Koprivca,
Božidara Godnjavca, Tomaža Benčino, kot predvsem tudi 3 predstavnike delavcev v Luki Koper, Mladena Jovičiča, Mehruda Vukoviča in Roka Parvela, da naredijo popolnoma vse, da se ta poslovni model, ki je po našem mnenju samo nadaljevanje izkoriščevalskega IPS sistema, takoj ukine, da se vse direktno zaposli v Luko Koper in da se nemudoma pristopi k odpravi krivic vseh delavcev, ki so bili zaposleni pri IPS-u. Kakorkoli. Na dan konference se na sodbo odzvala tudi Luka Koper, ki v sporočilu za javnost zapisala, da je Luka Koper naročila ponovno pravno analizo 3-stebrnega sistema izvajanja pristaniških storitev, ki v letu 2019 nadomestil sistem IPS z vidika stališč, ki jih je izpostavilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije in bo po prejemu rezultatov analize pripravilo ustrezne sistemske ukrepe za zagotovitev skladnosti poslovanja. Društvo meščanov mesta Piran je ob podpori občine Piran in okolja Piran tudi letos organiziralo tradicionalno novoletno Tartinijevo tržnico. Sicer smo malo v manjši zasedbi, ker ljudje grejo tudi drugam, mogoče po boljšem zaslužku, ne vem. Tako da smo malček okrnjeni, ampak vseeno vztrajamo. No. Tako da nekaj je na trgu, da je nekaj bolj živahnega. Povabimo še gasilce zraven, da naredijo kuhančka. In tako, smo malo zunaj, malo veseli in je lušno. Na stojnicah najdemo značilne istrske pridelke ter različne izdelke in spominke, ki se nanašajo na Piran oziroma obalo. Ponudimo avtohtone pridelke, izdelke, ponujamo samo, kar sami izdelujemo. Tako da je gre ta naše delo nekam ven, spominki v svet, malo promoviramo Piran, pač tukaj Istro in tako da radi ljudje pogledajo, tudi si vzamejo kakšen suvenirček, tako da je prijetno, malo poklepetamo z ljudmi, malo smo informativni, tudi biro zunanji, povemo, kje je cerkev, kje je minoritski samostan, kje je 1. maj. Večina ponudnikov prihaja iz piranske občine, nekateri pa se pripeljajo tudi iz bližnjih in nekoliko bolj oddaljenih istrskih vasi. Dobar dan, hvala za vaš obisk. Ja, nič, so prvi habitanti v Piran, ne? Pač ponujemo te naše artikle, bi rekel, proizvedene v habitantih, v naši kmetiji in rodali. Imamo dobro vino, Malvazijo Refošk, imamo istrski viski poznan, mi rečemo tudi biska, ne? Refoško liker in tesuri, žonice in tudi med. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Danes ponujam tle naše artikle oziroma naše proizvode, ki jih proizvajamo na naši ekološki oziroma biokmetiji Biovina Montis in Dekolaura, torej različna vina, peninco, pa tudi oljčno olje in še marsikaj drugega. Baza in osnova je sol, morska sol iz naših sečoveljskih solin. Nejodirana, nerafinirana. Iz te soli smo naredili 7 različnih mešanic soli z začimbami in zelišči. Značilnost vseh teh začimb je, da so samo mediteranskega izvora. Stojničarji sicer po 2 letih pandemije beležijo boljši obisk, vendar jim je delo letos otežilo megleno vreme. Ja, mislim, da bi bilo več obiska, če bi bilo lepo vreme, sigurno. Danes je malo lepše vreme, ni bilo dosti, ne čakamo, da nas presenetijo ti naši obiskovalci, jih ni dosti, je malo. Ne, zima ni problem. Problem je verjetno druge narave, mislim, da narod niso več taki, bi rekel, kupci, ko so čas bili. Pomoč, vse te krize vplivajo na našo potrošnjo in tako naprej, tako da ni za se preveč pohvaliti. Računamo na boljše čase, upam, da bo ratalo. Za vse nas bo dobro. Ne? Ja. Presenetljivo ne, danes je slabše kot bilo kateri drugi dan. Tako da očitno, verjetno tisti, ki so tukaj naokoli, so se podali tudi kam drugam, obisk kakšnega drugega mesta, ampak si upamo trditi, da do konca termina verjetno nas bo obiskalo še kaj ljudi, tako da verjetno je en dan boljši, en dan slabš, pač je različno, ni nikoli vsak dan isti. No. Danes ni bilo recimo temu nič posebnega.
Zgleda, gremo k koncu praznikov. Bilo je zanimivo pretekle dni, ne? Zelo zanimivi gosti, Nemci, Avstrijci, Francozi, ne malo Francozov. Za spremembo za mene kar dosti Italijanov, kar sem jih prejšnja leta mogoče malo pogrešal. Kakšen Čeh, Mađar, taka zelo pisana druščina ljudi. Italijanov je bilo pa kar veliko. Danes je pa se vidi, da gremo k koncu praznikov. In moram reči, da smo kar zadovoljni, čeprav se vidite, vreme nam ga je pa zagodlo. Danes, evo, sonček je, pa še vas vidim, tako da je lepo. Letošnja novoletna Tartinijeva tržnica se zaključi konec tega tedna. Večji del kristjanov danes praznuje praznik Gospodovega razglašenja, imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. V Italiji danes praznujejo prihod Befane, italijanske dobre čarovnice, ki otrokom v noči s 5. na 6. januar prinese darila. Po tržaških ulicah smo povprašali mimoidoče, kako praznujejo ta dan, in odgovorili so nam takole. No, non festeggio, canto, infatti ho qua le partiture, ho appena finito, canto la Beata Vergine del Rosario. Si fa delle belle messe musicate con musica antica, il repertorio barocco e rinascimentale italiano, e quindi consiglierei di venire a sentire. A volte sì, a volte no, dipende insomma. Ultimamente negli ultimi anni lavoro, quindi purtroppo non l'ho festeggiata. No, poco. Ah no? Sì, a casa insomma, niente di particolare. No, noi in famiglia non abbiamo mai festeggiato la Befana, no, ma neanche con mio moroso ci scambiamo il regalo, solitamente no. Quindi, però una mia amica che conosco che viene dal sud si fanno proprio i regali più importanti di Natale anche, quindi... Ma 2 caramelle così, non lo so, e basta. Starega leta smo se poslovili, novemu nazdravili, s prihodom svetih treh kraljev in obiskom dobre čarovnice pa se praznično vzdušje počasi bliža k koncu. Kako vam gre vožnja v krožišču? Ali smernikom vedno nakažete, kdaj boste odšli iz njega? Povejte po pravici. Vas kdaj moti, da nihče ne vozi po čisto notranjem pasu in so vsi ves čas samo na skrajno zunanjem? Vse te skrbi so zdaj preteklost. Sploh, ko boste videli, s kakšnimi problemi se srečujejo v bosanskem mestu Teslič, ki je pred kratkim dobilo prvo krožišče. Pa poglejmo. Evo ga, 2. Oj, ne, ide, gledaj. Ha, ha.